Moram, spodobi se, kljub temu, da sem na to temo že vse povedal 10 let nazaj, pa še več. Spodobi se, ker tukaj na mene pritiskate. Par stvari pač moram povedati okrog tega boksarskega dvoboja. Tale otvoritveni ceremoniji me ne zanima, ker tudi Evrovizije nisem gledal, tako da tole otvoritev tudi nisem gledal, bil sem na morju. Mogoče se bom kaj razgovoril na posebno pobudo, namreč obeta se Faktor v živo, konec avgusta, kjer bomo verjetno z Aljušem na njegovo pobudo tudi te olimpijske igre malo obdelali, otvoritveni ceremoniji, tudi zaključni, ki ga ne bom upal niti gledati. Skratka, boksarska groteska, farsa, ne vem, paradigma, ki mi smrdi po psihopatiji, je komentarja vredna. To je res. Jaz sem dal neke intervjuje, bom pol prebral, kaj sem povedal na prvo žogo. Tudi nekaj tweetov sem dal. Finalni obračun med Alžircem ali pa Alžirko, se pravi nek klon med človekom in človekinjo. Zdaj za nazaj lahko rečem, če dobro premislim, gre za hermafrodita, se pravi boje spolnika. Tale imam Halif, mogoče nacionalni junak v Alžirju, ampak je pa tale tragična junakinja pa Angela, kaj pa vem, Karini. Mislim, zdaj moraliziral glih ne bi, ampak spodobi se zato, da kaj povem, ker sem že pred mnogimi leti polemično zastavil tolo kritično misel, tudi teoretsko misel, jo obdelal, se tudi vrednotno opredelil, ne vrednostno, vrednotno, svoje vrednote, fair playa in znanje sem vključil v takratni moj diskurs. Tam leta 15 sem se končno pa finalno razgovoril, pa sem pa mislil, zdaj pa utihnil, pa sem pa še en tekst objavil 18. leta, pa leta 21, ki je Biden te nebuloze, ki je bil inauguriran, ko je postal predsednik, je takoj izdal dekret, da se tudi geji, ki se počutijo kot ženska, pa tudi transi, te trans osebe, trans ženske, ki so v resnici moški, prav geji, lahko pač pomirjajo z ženskami v ženskih kategorijah. Sem rekel, neč, tole moram še enkrat obnoviti vse, kar sem povedal že leta 2015, pa leta 2018 izdal tekst v strokovni reviji, pa sem pa leta 2021 še enkrat to posnel video, ga bom na koncu link priložil, PowerPoint prezentacijo sem izbrskal kje iz teh svojih arhivov, tako da spola sta različna, to je že vse skozi govorim, psihoanalitično znam to argumentirati, ne samo to hormonsko ali pa gensko strukturo, ampak psihološko strukturo. Moja znamenita teza je, 30 let nazaj, še več sem jo postavil, da je šport nastal zaradi ženske. Da se ženske v športu, v tem faličnem, možatem športu zgledujejo po moških v objemu zavidanja penisa, kot se reče v psihoanalizi, kot bi rekel Freud. To sem jaz v prvem magisteriju nekako tako namignil ali pa tudi napisal, malo sem bil še bojazljiv tam leta 95, se pravi, bo 30 let. Letos, drugo leto. Pa sem bil nekako preslišan oziroma jaz sem rekel, moj magisterij naj gre pod ključ, ne to brat, ampak teoretsko gledano je pa zelo korektno. Potem sem v doktoratu zadevo še elaboriral, bil izžvižgan, diskreditiran, postavljen na margino, ne smem o tem govoriti, ampak sem se odrekel doktoratu, govorim še naprej. Tam pa tam, ker se mi ne zdi več smiselno, da to poudarjam. Ampak vulgarno se mi pa zdi od Bidena naprej v teh srednješolskih športih, pa tudi univerzitetnem so pa geji, pa transi, trans ženske, torej moški nastopali v ženskih kategorijah. Takrat sem pa spet stegnil jezik in sem rekel, tale Biden je, ne samo da je senil, tudi pretegnjen je, oziroma podlegal je feministični
transideologiji, woke ideologiji, legebitrovsko in transfeministični ideologiji, ki je v teh lobih demokratskih pritiskala nanj in na njegove svetovalce. On ne zna svojo glavo tuhtati, ne. On sam posluša, kaj mora izreči, ne. Vse tudi Golob je poslušal svoje svetovalce, prišepetovalce in za dan žena čestital tudi gejem oziroma transom, trans ženskam, se pravi moškim, feminilnim gejem, ki si dajo spremeniti spol in potem praznujejo dan žena. Da čestita osebam, ki se identificirajo kot ženske. Golob. Tudi o Golobu in njegovi Tini bomo konec avgusta v živo pred publiko spregovorili o tem faktorju. Zaljušem, Požar, Marko Boštjan, Marko Turk tudi, pa moja malenkost. Se pravi, odkar je tale Kaster Semenja, to je mislim, da letnik 92, pred več kot 15 leti skoraj, zakoračila v atletsko disciplino 800 metrov, se je pa takrat ta polemika dejansko spet začela oživljati, ker mamica je rekla, pa bom ja vedela, da sem rodila deklico. Mamica Kaster Semenja, ki so jo rekli, da je fant, ne. Je razpočnico že imela, ampak imela tudi, ima še vedno poročena ženskost, torej lezbika. Ima tudi testise, ne, jajca s testosteronom v sebi. Nima maternice, tam neka zakrnela stvar je, nima jajčnikov estrogenskih, ima pa testosteron v jajcah, modih, testisi v sebi. Kaster Semenja, Južnoafriška republika. In 15 let se greje glava ideologom Olimpijskega komiteja, tudi atletske zveze svetovne, ne. In se tam že matrajo, kako bi to mislili, kako bi se lotili nje kot uspešne in glede na fair play, ne. Kaj ćemo zdaj narediti, ne, ker ni fair, da ona zmaguje brez konkurence. Zdaj to smo malo pozabili, da je bila ta ena Marija Mutola. Je pa Jolandi Čeplak smetila po konkurenci. Jo mnogokrat tudi premagala, tudi Jolanda jo je premagala, ampak to Lubčka Mariji Mutola normalen dec ne bi dal. Ker je bila kot dec, če se jo pogledal. Pa spet ni imela otepača, zdaj Bog ve, kaj je bilo tam v telesu, je imela maternico ali imela testise, to zdaj ne vem za Marijo Mutola. Ampak se spomnite. Jeseni 2015 sem se odločil, da to temo predstavim na filozofskem kolokviju. Jaz sem član, ali pa bom raje rekel, bil sem član, ne, ker so me fejst prizadeli. Letos, lansko leto. Član Slovenskega društva za filozofijo športa. Na vseh kolokvijih, 9 tradicionalnih sem bil govorec. Letos na 10 pa ne bom. Zato, ker lanskega predavanja niso objavili. Jernej Pisk, verjetno na pobudo Leva Krefta, ni objavil mojega referata o kritiki Bernarda Switza kot nekega vodilnega filozofa športa. On je nikakršen vodilni filozof. In ko sem jaz to kritično govoril, moj posnet seminar ga ni na YouTubeu, pa je bil sneman. Tako da dajte se malo angažirati, malo vprašajte tega Jerneja Piska, zakaj ta referat moj posnet ni na YouTubeu. Skratka, pred 9 leti, 2015, ko se seminarji še niso snemali, sem imel ta seminar, dal sem mu naslov Človekove pravice in spol v športu. PowerPoint prezentacija in sem to tam v pol ure strnil, vse, kar se je dalo strniti, dosti skopo sem povedal. Potem se zadevo domala zaključil, ampak na pobudo filozofov oziroma tudi športnih filozofov pa športologov je šla tematska številka revije Šport. To je vam še enkrat pokazal. Hopa, tole je ta moj tekst v tej strokovni reviji Šport. Tu niso športske novosti. Tule noter sem tudi objavil tekst o tanatost ali kastracija.
psihoanalitični tekst, 2018, sem rekel, to bom še napisal, pa gotovo. Zaradi Bidena sem 2021 še enkrat video posnel, enourni, o predavanju, ki sem ga imel 15. leta jeseni, v okviru tega kolokvija, ker sem vse sem razložil, celo zgodovino zagad na temo človekovih pravic, ki je raztegljiv pojem, in spola, pa sodelovanja gejev oziroma moških oziroma transev, hermafroditov v ženskih športih. To je zdaj boleče pa pereče. Pa tale boksarski dvoboj je stvari vrnil v eter. Jaz se moram zdaj ponavljati, ne, mislim, ker se mi ne da. Dal sem nek intervju, mislim, ok, nacionalka me ne bo to spraševala. Nova 24, Tanja Brkić me pa poklicala, če bi kaj povedal na to temo, pa sem neko izjavo, sem pa vendarle sformuliral, ona je ful dober tekst napisala, jaz sem pa rekel takole, ne. Prodor feministične oziroma LGBTIQA+ in trans ideologije je paradoks sodobne družbe, pa tudi intelektualni, levointelektualni error. Absurd, ne, ki si ga je privoščila leva politična scena, ki se je zažrla še v šport, ko bi šport moral biti izven ideološki. Zažrla se je ta ideologija v šport in to na svetovni ravni, ne samo na naši ravni, slovenski. In zdaj sem si rekel, tako ne bo šlo več naprej. Šport lahko implodira, ne eksplodira na ven, implodira, sesuje se vase. Vse bo hudič vzel v tem športu, če bo šlo tako naprej. Šport bo postal ena druga Evrovizija, izmaličen do neprepoznavnosti. Samo v Evroviziji tam se megla reže, pa zlaga v kocke, v umetnosti, glasbi. Šport pa ni tako enostaven, ne. Nekoč trdnjava mačizma, ne. Olimpijske igre v stari Grčiji, tam bab ni bilo niti na tribunah, ker je šport nastal zaradi ženske. Zmagovalci imajo privilegij v ženski želji. Vselej je tako bilo, zato ker je oče tisti vsemogočni, ki se vrne v športu kot tisti, ki zmaguje, preti s kastracijo svojim športnim, seksualnim nasprotnikom. Pri ženskah je paradigma čisto druga, ne, psihoanalitično gledano, ampak o tem se ne sme govoriti. Jaz pa sem kljub temu govoril to 30 let že, zdaj pa sem utihnil, ne da se mi več. Pa vendarle, ne, tolo izjavo sem nekako napisal v smislu, da je ženski šport pa zdaj ogrožen. Jaz sem bil trener v ženskem športu, ženski gimnastiki, trener jugoslovanske reprezentance sem bil. Z mojimi puncami sem naslov državnega prvaka v mladinski konkurenci, mladinke so bile nekoč boljše kot članike, sem osvojil leta 1989 v Zagrebu, Trbovlje. Ljubljana se je združila, vse klube skupaj dala v LGZ, da bi nas premagala. Ljubljanska gimnastična zveza niso nas premagali. Ker na ravni Jugoslavije se pa ni dalo petriga, ne, na slovenski ravni, ja, nismo svojih sodnic imeli, na jugoslovanski pa ne, ker tam smo bili vsi Slovenci, Ljubljančanki in Trboveljčani. Pa sem osvojil s svojimi puncami naslov jugoslovanskega prvaka v ženskem športu. Tudi večina teh mojih športnic je žensk, več imam žensk v psihični pripravi kot moških. Ja, imam tudi moške. Torej, ženske se bodo upreti proti vsem tem trans ženskam, ki so v resnici geji, torej moški, ne hermafroditi, ampak geji, ki so si dali spremeniti spol, odrežati, otepačati, tudi testi se, ne, jajce, pa preklanino tam narediti, ne, vagino. Vse to poteka v Aziji, tam dol, Vietnam, Tajvan, kaj že, tam to že dolgo počnejo. Pri nam pa zadnja leta, zaradi teh pritiskov, teh zbeganih transov, ujeti v napačno telo, pa pri 13 letih smetijo, pa spreminjajo spol. Spolna identiteta se formira po 25. letu, ne delati teh operacij pred 25. letom. Mimogrede, puncam, onem zadrtam, zbeganem, se želja po kurcu uveljavi po 25. letu.
Una si pa spremeni spol v fanta pri 13, 15, pa je pa žal. Ampak takrat ima že odrezanga. Ima že odrezanga. Pa Joška odrezanga. Mislim, če gre za geje, pa ta rezanje Jošk, te nebuloze. Ne. Kakorkoli že, nebuloze, ki jih gledamo v boksu, smo jih gledali v Parizu, so v nasprotju s temeljnim kamnom športa, torej s fair playom, sem v tej izjavi poudaril. To ni športno, da se dogaja. To je krivično, ne samo do te Angele, ampak že prej je tale Iman premagoval nekaj žensk na teh kvalifikacijskih dvobojih v boksu. Moški v ženskih športnih panogah so v nasprotju s kategoričnim, torej etičnim imperativom, ali krščanskim, ali kantovskim. Z etiko so, s fair playem so v nasprotju. Glede na to, da sem že pred četrt stoletja veljal v Sloveniji za vodilnega športnega filozofa, sem o tej temi vse dorekel že pred preko desetletjem ali pa še prej. Pred desetletjem sem finalni tekst napisal, predavanje, pa sem pa rekel, dosti imam. Takrat je bil še čas. Takrat je bil še čas, da se tej norosti naredi konec, da zaustavimo ta trend, vsaj v Sloveniji, da se kritično razgovorimo. Se ni dal, to sem bil tišan. Ker se mi je poznala tudi iz teh referendumskih bojev, sem se boril levičarji za pravice otrok, do moškega očeta, pa ženske matere. Iz tem se mi je poznala, pa nisem smel niti na področju, svojem področju, pometam pred svojim pragom, področju športa nič povedati kritičnega. Zdaj pa ta farsa, groteska, dosegla kulminacijo. Zdaj se bo pa folk na svetovni ravni uprl. Mislim, se bojo mnenja deljena, če se je rodila, tale, imam kot deklica, pa tiste fotke, roza, pa deklica. Ne, če ima kromosomsko strukturo XY, kakor so na mednarodni boksarski zvezi že ugotovili in ne pustijo, da bi ona tekmoval na svetovnem prvenstvu v boksu, potem bi Mok tudi to moral storiti. Ampak kaj bo zdaj Mok naredil? Ženski boks bo izločil iz olimpijskih iger, ne pa bo stvar rešena. Ne bo rešena. Ali pa bo elegantno rešena. Meni ta ženski boks mi ni blizu, če sem odkrit. Ampak pustimo, kaj je meni blizu, pa kaj ni. Meni je, in potem zaključujem to izjavo, da bodo, ali pa boste, ženske morale same reči Bobu Bob, pa reči, tako se ne gremo več. Deci pa nas ne bojo pretepali v športu tako nekaznovano. To pa ne. Ženski šport naj ostane ženski šport, uni geji, trans ženske, moški, se pa naj na paraolimpijskih igrah spopade med samo. Ali pa na gejevskih olimpijskih igrah. Geji imajo svoje olimpijske igre, če ne veste. Imeli so jih. Skratka, radikalen način bo treba zavzeti v boju za neko pravičnost, za nek fair play. Da se ne bo dogajala krivica, kot se je tej Angeli. Pa sem pa recimo še tweetnul, ker v tej izjavi nisem rekel, da je tale Alžirka hermafrodit, oboje spolnih. Pa sem pa še rekel, samo malo, to ni zdaj moški s otepačem, ker ni zdaj bistven otepač, bistvene so jajca. Bistvene so jajca, pa ne v prispodobi, ampak testosteron, ki ti po puberteti brada ti raste, mišice, skelet se ti okrepi, dihalne poti se ti okrepi, da si lahko močnejši, prodornejši, testosteronski, napadalen, hoče zmagati, hormonsko zaledje ti sledi, nisi estrogenski v puberteti. In ta je po puberteti postal možat, postala, brez lulčka, verjetno, ampak s testi si v sebi, na ginekološkem pregledu verjetno ni bil, ampak hormonsko strukturo ima pa XY, kar pomeni, da je dec. Če tudi z razpočnico, brez lulčka, brez maternice, brez jajčnikov, z jajci v telesu. To določeni hermafroditi
jih je pa seks bolel, ne, un dec noter ga je že dal, pa ga je pa tolku not po jajci, ga je pa bolel. Mislim, se čudno sliši, ampak te izpovedi sem jaz 10-15 let prebiral, ker me je zanimalo, kako zdaj, kaj, kako. Pa veste, feminizem je čist zbega na tem področju. Feminizem je hotel, da bi tudi trans ženske tekmovali v ženskih kategorijah, se pravi moški. Zdaj so pa zbegan, v knockdownu, sploh ne vejo, zakaj se gre. Tok so v šoku, ker so oni bili, ne, pobudnice združevanja kategorij. Pa tam znane so hidžre, ne, Indija, pa Afrika tudi, vključno z Alžirem, ne operira teh oboje spolnikov že ob rojstvu. Se mogoče te otroci še doma rodijo. Zahodni svet pregleda otroka, imajo kriterije, ali je otrok fantek ali je punčka, če je tretji spol, nešto između, naredijo v mladosti, v zgodnjem otroštvu operacijo in potem po določenih meritvah je tale otrok, tretji spol, potem uvrščen v deklico, v ženski spol ali pa med dečke. In se ustrezne operacije opravijo. Poznam neko lokalko, ki se je to naredilo. Ne, rodila se je z lulčkom, ampak danes imajo otroka, ima maternico, zanosila. Sam tistega lulčka je bilo treba odrezati. Operativno. Indija, ki ima hidžre, Afrika tega ne počne. V Indiji so te hidžre, oboje spolniki, obstajata pa dva tipa. Se pravi, feminilnost v estrogenskem smislu imajo deklice, ne, tretji spol, ki ima lulčka, ne, ima organ, ampak ima ovarje, nima jajc, ima razpočnico. Ali pa mogoče tudi brez razpočnice, brez vagine. Lulčka ima, jajc nima. In ima estrogensko osebnostno strukturo tudi potem, pa adipokompleks, pa so še nalepi zraven. In te hidžre so ful uporabne v politiki, ne, so visoko cenjene, pa tudi v porno industriji. V Indiji. Zdaj, kakšna je Afrika s tem svojim islamom, ne upam niti razmišljati. Sem pa kontaktiral na to temo eno mojo kolegico, te zgodbe še nisem povedal, iz Irana. To je kolegica, mlada doktorantka, ki bi rada pri meni doktorirala. Sliko ne moreš pri meni doktorirati, ker sem nikoj ništa, ker sem osovražen, nisem tle na nobeni fakulteti, doktorat so mi zavrli. Ampak tale Iranka je na svetovni ravni spoznala, da sem jaz number one v svetu psihoanalize športa. Pa se je obrnila name. Sem rekel, dobiš lahko znanje od mene, sam doktorirati pri meni ne moreš. Mimogrede, to sem vprašal, kaj si ona misli o tem Alžircu, Alžirki, ki se je ukvarjala s karatejem. Star 30 let. Psihično pripravo športnikov ima, ampak skozi psihoanalizo. To, kar jaz delam. Pa ne ve, da se to ne da na tak način, kot je Freud delal s pacienti. S športniki se to ne da. Pustimo zdaj to. Ona mi bo sporočila, kaj si ona, pa iranski svet, islamski svet misli o tej farsi. Na čigavi strani so v Iranu. Pustimo zdaj to. Skratka, tale ima verjetno vagino, vulvo, pa testi so v jajcu, torej v moda v telesu, po hormonski strukturi, genetski strukturi je moški in mu ne bi smeli dovoliti, da pretepa ženske in da se polasti olimpijske medalje. To sem še na to temo povedal. Ampak preden sem jaz to povedal, bi rekel, sem jaz vse preštudiral, jaz sem se udeleževal okroglih miz na to temo leta 2015 na fakulteti za šport. Naslov okrogle mize je bil Agenda 2020, človekove pravice in ne diskriminacija. In takrat so pred Tokijem, računa se bodo Agenda 2000 veljala za Tokio in je veljala za Tokio, samo ne 2020, 2021. Fokus Tokija je bil, kako vladovati COVID krizo, pa imeti olimpijske igre. Ampak tam so transi, kakršen je ta Herif, Iman, tekmovali v ženski konkurenci, dviganje uteži. Tanja Brkić je to izpostavila. Jaz sem vedel, že skoraj čelava, dvigovalka uteži. Samo ona se je tam, on se je z utežmi ukvarjal. Ta
je pa pretepel babe v borilnem športu. In Tokio je šel mim, ok, vse veste, kaj je v plavanju v Ameriki se dogaja, kako je ta, kaj je že, Lija, kaj je zdaj, dec, z otepačem, se počuti kot ženska in šel tam premagovati tiste punce, ki so jokale. Cel življenje so plavali, on je pa zmagoval. Ne? In zdaj so mu pa prepovedali, na olimpijske igre ni mogel priditi. Ta dotični, veste, kjer plavalec. Ne? Farsa je to, farsa. Vide snema na to temo. Zdaj en bradač, hit na internetu. Skratka, jaz sem 2015, šel na fakulteto za šport, na okroglo mizo. Upal sem, da bom dvignil roko, ker nisem bil povabljen kot govornik. Tam je Leo Kreft vodil okroglo mizo, tam Joca Zurc, dekan fakultete za šport, olimpijski komite. Vsi so se tam kurčili z nebulozami, da je treba izenačiti spol, pa gejem omogočiti, če se počutijo kot ženske. 2015 se je v Sloveniji to začelo. Kje ste bili? Sam sem bil proti vsem, izigran, izžvižgan, nisem smel. Leo Kreft je pa take nebuloze govoril, da me je glava pekla, ko sem to poslušal. In potem lani Mato Škerbič, Hrvat, predlaga, da se bi Evropska nagrada za filozofijo športa imenovala po tem diletantu, ki ne ve drugega, kot da je žoga okrogla, po Levu Kreftu. In zdaj jaz meni se mešal od besa. Hočem drugega, ko se umakniti. Ste pa drugi, boste po mislu sekali. Če ne, in tudi jaz obmoknil. Ta Lev Kreft je vodil to okroglo mizo. Se je enoumno, levo profeministično, prolegebitrovsko, se je ukvarjalo z idejo, da so moški in ženske enaki. Pa da mora biti na olimpijskih igrah enako število žensk in enako število moških. Pa geji, transi smejo v ženskih kategorijah. Take nebuloze, mene je glava pekla. Pa v vseh odborih na ravni OKS-a, ne slovenskega samo, so pa babe začeli turiti noter. Ampak MOKA, Mednarodno olimpijskega komiteja, so mogli na silo vse odbore pol bab dati noter, kvote. Mislim, take neumnosti so se tam dogajale na tej okrogli mizi. Jaz sem mogel pa tih biti. November 2015, fakulteta za kurčenje. Oni difoci so malo ob tle gledali pa jecali, ne, pa glavo dol. Jaz sem pa hotel tečnar, pa mi niso pstili. Zagovarjali so to levo agendo. Zdaj pa imamo levo agendo. Pa jih je dobila ta Angela Kjapogopci od tega deca. Mislim, sorry, ker sem tak, ne. Ker sem res razpizden, ker sem jaz 10 let nazaj to izpostavil, se to ne sme. Naš olimpijski Gabrevec se mi zdi, da ga je vodil, glih Kockata je zamenil, Kocijančiča. Konzervativna struja, ampak ker je befel z Mednarodnega olimpijskega komiteja, da je treba tudi geje vključiti, ne, se pa tam s kislim nasmeškom dobrikalo v Moku, ki je imel 20 priporočil, 2x20 priporočil, 40 priporočil z ideoloških za Tokio. Noben ni takrat tečnarov, jaz sem hotel, pa pisal, pa predaval, uradno pa nisem smel. Lev Kreft se je kurčil tam s takimi nebulozami, da glava peče. Za nagrado pa zdaj nagrada evropska po njem se imenovala. Jo, banana republika. Pa ni bila še woke ideologija, bila je gender ideologija takrat. Woke ideologija, agende še ni bilo. Zdaj se je razvila v zadnjih par letih. Jaz pa ne uslišam. In malo sem se spet razpizdil. Se vi pričakujete, tako da bom sočno govoril. Se govorim sočno, samo ne vem, bo zdaj to spet dobil cenzuro, blog na YouTubeu zbrisan, na Facebooku ukinjen, Twitter še laufa. Jaz se poglabljal v teh 2x20, se pravi 40 priporočil. Takrat je bilo 11. in 14. priporočilo vezano bolj na zastopanje žensk, enakopravno zastopanje enako število žensk na olimpijskih igrah v Tokiu. Pol, da bi bilo, pa v odborih pol. Glasilo se bolj tako, bi rekel, to latentno sporočilo, ali pa manifestno. Povečati število žensk na olimpijskih igrah oziroma izenačiti oba spola glede na število udeležencev. To je bil apel, uradni. Tam se pa na stranska vrata
pretihotapila pa druga agenda, gejevska, trans agenda, da geji smejo, če se tako počutijo, in biti v ženskih športih, pa spremeniti spol, pa z lakoto pa spremeni spol, pa gre k babam tekmovati. Ne, problem so ne lezbike, geji so problematični, so še ne športni. Njega nič ves ne peče, če dobi olimpijsko medaljo s trikom. Ne bom zdaj v zgodovini govoril, kako so geji pa triga, ki so se v babo napravljali, pa dobili medaljo. Ne bom o tem govoril, pa sem o tem govoril 10 let nazaj. Pa si glavo dol. Zdaj pa imamo, kar imamo, ne. Kritična opozicija ni smela govoriti takrat, ko bi mogla. Ker leva scena vse zatučka, ker je drugače misleče, ker oni so napredni, ne? Mi smo pa konzervativni, tradicionalni. Zdaj pa imamo paradoks v tem boksu. Takrat se nihče ni spraševal, če je to športno. Oziroma, ko sem jaz rekel, to je nešportno. Ne, to pa ne, človekove pravice, ki je raztegljiv pojem. To se je takrat izpostavljalo. Ne pa to, da ni športno, da moški, hermafroditi, geji nastopajo v ženski kategoriji, v ženskih konkurencah. Jaz sem pa potem, sem rekel, zdaj imam pa dosti tega. Preden se umaknem, s tem se primer, bom pa zgodovino šel pregledati. René Richards, tenisač, tam je bil, ne vem, čez 100. mesto, čez 200. Gej, igral tenis. Nič ni bil, ne. Takrat je bil Borg, Connors, McEnroe je pol prišel. Ta René Richards je pri 40 letih dal spremeniti spol, postal ženska, si ga dal odrezati, pa šel pa na vrhovno sodišče, da so mu kršene človekove pravice. Pri 44 letih je začel v babi kategoriji igrati tenis. Prišel v finale Wimbledona. Premagal Martino Navratilovo, ki zdaj največjo galamo dela, oziroma galamo. Največja nasprotnica je tega, kar se dogaja. Spet je spregovorila. Ko je Biden ta ukrep dal, je ona spregovorila, da to ni prav. Pa je bila navadna lezbika zaradi spolne zlorabe, poročena žensko, ampak trans ženske, se pravi moški, geji, pa ne more biti, pa spremeniti spol pa v žensko kategorijo, ker imajo hormonsko strukturo moško, puberteta moška. No, in ta René Richards je prišel do finala Wimbledona 79. leta in Chris Evert jo je premagala. Teh primerov je malo morje, ne, zdaj, ko naj še povem, Vrhovno sodišče je apeliralo na MOK, pa na teniško zvezo, pa na Wimbledon, da mora René Richards igrati, ne. In takrat se je vse začelo, tako uradno. Čeprav, ne, leta 1966 se je upeljal test spola na športnih tekmovališčih, na najvišjih ravneh, tudi olimpijskih igrah. 66. leta. Čez 2 let bo 60 let, kar se je to upeljalo. In pa so se po tem testu spolov so kar vzela jih magla tam neke geje. 2 metavki, Ukrajinki, Sovjetska zveza, Tamara pa Irina, kaj so bile. Test spola gotovo, ker si šlo za 2 moška preoblačena v žensko. In to zmagovala, to metala 10 metrov več kot babe. A to športno? Veste, pa ni nič pekla. Pa nista bila edina, pa so bili tam Erik, ne, smučar, tale Avstrijec, tega vsi poznamo. Morate vedeti, da so geji goljufari, ker so geji v osnovni, znajo biti pokvarjeni. Ne vsi znajo biti pokvarjeni. Njih vest ne peče, ko goljufajo. Ker to, da nekdo gej postane, se mora odip fejt zjebati. Če se odip zjeba, nimaš moralne razsodnosti. Ne samo, da si gej. Tudi moralno razsojanje ti peša. Večini, ne vsem. Gej zaradi spolne zlorabe ima lahko dosti močno moralno razsojanje. Ker je Oedipov kompleks pa prav razrešil, ampak spolna zloraba ga je v geja interpelirala. To so vse stvari, ki sem jih jaz skozi psihoanalizo predelil, tudi zato, ko sem rekel, da otrok rab moškega očeta pa žensko mamo, pa levičar sem v osnovi, strbol. Zdaj, danes imamo teh primerov na desetine, stotine. Zdaj se je pa zalomilo. Hvala Bogu, da se je zalomilo. Zdaj pa treba malo napenjati možgane. Pa se
izločiti ven iz ideološke opredelitve ali pa politične opredelitve. Pa s trezno glavo, v objemu fair playa razmišljati o teh krivicah, se dogajajo športnicam. Začel je pa v borilnih športih, kaj je že tale? Fallon Fox, rojen 1975 leta. Gej, pretepač, pa si dal pa spremeniti spol, postal pa ženska. Na mahu tiste babe milijonske zaslužke dobil v K1 pa Ultimate Fight. Verjetno tudi v boksu. Vse te ženske kategorije šel, vse na butu te babe. Tam dol, nek Azic je. Mislim, v Aziji je veliko tega, ne? Fallon Fox, gej. Ni bil prvi, ne? Se je bila Dora Ratjen, Hitlerjugend. So najdel tega geja ali pa to, nisi vedel, ali je baba ali dec. Bil je hermafrodit. Hermafrodit. Po vojni se je premenoval iz Dora v Herman. Hermafrodit Herman. Pa je rekel, joj, so me Hitlerjugend prepričal, da sem tekmoval. Kot tekmovala Dora. Četrti bil, bila v skoku v višino. Mogoče še kje v kakšni športni panigi tekmovala v Atletik Berlin 36. On je prvi, ki se je razkrinkal. Mislim, prvi. Še prej so bili, ne? Leta 22 so ženske protestirale, da hočejo boksarke biti. In prva licenca v ženskem boksu, zdaj ne vem, so med sabo boksali celo z moškimi, je bila leta 22, 1922. 102 leti nazaj so si ženske izborile pravico, da lahko boksajo. Tam so se denarji obračali v Ameriki. Pa se pa leta 1933 rodila, kaj je že bila? Jackie Tonavanda. 33 leta se je rodila, sred 50 let, 1950, 52, 53, je hotela boksati z moškim. Hotela ženska, bom enaka z moškim. Zdaj, ali imela očeta, pa je bil kreten, ali je bila spolno zlorabljena. V objemu zavedanja penisa, govorim nezavedno psihoanalitično, je šla v ring in nabutala tipa, ga je nakrokotirala na tla. Ženska je hotela boksati z moškim. V objemu svoje ranjenosti, psihopatije. Baba je hotela to, ne? Zdaj pa, ko imamo pa tole, pa Warring se je malo dvignil vse skupaj, pa nabuta, zdaj pa konc sveta. Pravilno, da je konc sveta. Ampak treba je vedeti, da tole, kar smo zdaj doživeli, ima svojo zgodovino. Jackie Tonavanda, črnka je bila, ko je nabutala, vsem tem sem jaz predaval. Šele pol je prišla ta Caster Semenya z Južnoafriške republike. Ampak vmes je bila leta 86 Španka Maria Martinez Pantino. 86 leta so ji pobrali vse medalje, ker je padla na testu spola oziroma kromosomski strukturi, rekel, ti si dec, nimaš maternice. Na psihiatriji je pristala, ker ona je pa pravilno razrešila Oedipo kompleks in bila zaljubljena v naslednika očeta v moške, ok, verjetno je bila biseksualka. In se pritožila in kaj se je potem zgodilo? Čez par let so ji vse medalje vrnili, ki jih je osvojila kot hermafrodit v ženski kategoriji, v atletiki, ovirašica je bila. Se je opravičil. Jaz sem ženska, z jajci v telesu. To je zdaj moralna zagata, ker se MOK, pa vse te športna, atletska športna mednarodna federacija, so se njej upravitelj, ker so vse medalje vzeli, potem so jo se vrli. Zdaj imamo pa vso to vednost, zdaj se pa dajmo spopast Caster Semenya, pa tem Alžircem, Alžirko, boksarko, Imanom. Ni tako enostavno. Tokio je šel tako, ker je bil COVID skozi. Pa iste nebulozo so bile, sam ne v boksu. V dviganju teži, pa še tam rokomet se mi zdi je bil. Kar neki športnih panog. Zdaj pa Pariz je pa zagustilo. Zdaj pa vse skupaj glupo izpadlo. Ne glupo, psihopatsko. Ne gre tako naprej. Zdaj moramo pa z etiko jet noter, pa s fair playem. Ni pošteno, da hermafroditi ali pa transi nastopajo v ženski kategoriji. Ni pošteno do žensk. Ali pa po drugi strani bi rekel, kar naj grejo. Leo Kreft je rekel, mogoče so prišli časi na tisti okrogli mizi, ko bi kar kategorije združili.
Budala sploh ne ve, za ko se gre v športu. On ne ve, da ženske niso konkurenčne v moških športih. Dajmo jih združiti, ne, jaz pa vdihnem, pa sem bil tih. Mogoče pa res ne bi bilo slabo, ker ženski šport bi pol izumrl. Izumrl bi. Neki lezbike, pseke, neki sile, une, normalne ženske pa malo poplesavale. Ok, drsanje, ples, to bi še ostalo. Gimnastika mogoče tudi. Veste, kam geji še niso prišli? Prišli so v sinhrono plavanje, bili moji, 15 leta tam, po 10 letih pauze in postal nosilec medalje v sinhronem plavanju, gej, ritmična gimnastika, tudi tja so prišli. Veste, kam niso prišli? V gimnastiko na gred, geji. Ker če padeš na gred, si jajca razbiješ. Gred je ekskluzivno ženska športna panoga, ko so uvedli, so dali fos, no, sem pa kja hodila, pa lepoto kazale. Reci so se pa kurčili v športu, one so pa lepoto kazale. Sem zdaj šlo vse v maloro. Sem not padel. Z levo roko se ne moramo več tega lotevati. Ne? MOK, Mednarodni olimpijski komite. Malo pameti bo treba noter dati, malo moralne razsodnosti. Ne pa sam ideologija enakosti spolov. Ha, kaj naj zdaj rečem? Tokle sem rekel, bom posnel. O tem so se za Ljuša menila. Se pogovarjali tudi v Faktorju v živo, ne vemo, kako bo po televiziji jesenska sezona, ampak 29. pa 30. 29. avgusta Ljubljana, mislim, da gostišče Livada, pa Maribor v živo. Ljubljano bo verjetno Boštjan Marko Turk, Maribor pa Požar, pa jaz, pa Ljuš. Bomo imeli Faktor, ampak bomo tudi politiko malo drgali. Tega Goloba moramo malo v red spraviti, ne? Pa njegovo Tino. Skratka, tole je bilo to. Take it or leave it. Čau.